Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, čas je, da začnemo z današnjim klepetom in pred radijskim mikrofonom pozdravimo fotografa Andreja Trfila iz Sevc. Sicer tudi strojnika, ampak mojstra, ki zna loviti trenutke in to takšne trenutke, ki mu prinašajo tudi najbolj prestižne svetovne fotografske nagrade. Andrej, dobro jutro, dobrodošel spet v naši družbi. Dobro jutro, hvala za povabilo. Je kar zgodnja ura tole, kaj ne da? Kako pa ti ponavadi začenjaš jutra takrat, kadar te ne potegnemo takole na vse zgodaj iz postelje in pred mikrofon? Zelo različno, ki je odvisno, kakšne plane imam za tisti dan. Pa tudi odvisno, kakšne plani so bili en dan prej in koliko se je zavleklo delo, ne? Ja, seveda, kdaj se kakšne zadeve zavlečejo tudi do jutranjih ur, potem jasno ne vstaješ ob 7. Tako, se jutro prestavi na malce kasneje. No, zdaj, če sva že pri delu, eden od razlogov, da sediš tukaj na drugi strani našega radijskega mikrofona, je tudi bogata bera nagrad, ki si jih osvojil v letošnjem letu. Zdaj, če bi preštela vse nagrade, ki so letos našle pot do tebe, potem lahko rečeva, da je že novembra za tabo zelo, zelo uspešno leto. Res je zelo uspešno leto. Procentualno po številu nagrad bi rekel, da je podobno kot prejšnja leta, ampak letos bi rekel so bolj prestižne nagrade, pa prvič so mi naredili po moji zgodovini, da dobesedno kamorkoli sem poslal, sem bil nagrajen. Ja, in temu lahko rečemo samo kapo dol in čestitke. Zdaj, imaš ti sploh še dovolj prostora v hiši, v stanovanju za vse te nagrade? Ne? Na zadnje se jih je nabralo, če pogledava samo zadnjih 5 let, res veliko. Nimam prostora. Nisem tudi siguren več, kje so vse nagrade po predalih in omarah in podobno. Koliko priznanj pa si prislužil pravzaprav letos? Po moje 6. In o njih bova rekla kakšno več tudi v nadaljevanju. Zdajle pa morda še besedica ali dve o tem, kaj ti pravzaprav po vseh teh že osvojenih prestižnih nagradah, ne vem, videli smo te kot skoraj da Jamesa Bonda na podelitvi Sonyjevih nagrad v Londonu, v Sieni si bil že 3-krat ali 4-krat, če se ne motim. 3-krat. A imajo te nagrade zdaj še tako veljavo kot tiste prve, dajo še toliko motivacije? Isto ne, je pa zmeraj dobra ta potrditev, pa v bistvu nekaj pri športnikih, ki je lažje se boriti proti vrhu, kot ostajati na vrhu. Je treba tudi pri fotografiranju nabirati kondicijo? Seveda. Pa se fotografiranja za natečaje lotevaš kaj drugače kot sicer, za natečaj izbiraš med fotkami, ki jih imaš na zalogi? To pa zmeram samo s fotkami, ki jih imam na zalogi, razen če gre za kakšen specifičen natečaj, kot je bil recimo pred leti, ko smo iz Evropske unije povabili nam fotonatečaj projekt, kjer se je šlo, da s fotografijo pokažeš, kako arhitektura zbližuje ljudi, takrat sem pa šel namensko fotografirati in sem tudi zmagal. Ja, se spomnimo tega in mimogrede, ti sploh veš, koliko fotografij imaš na vseh prenosnih pomnilnikih, računalnikih in ostalih koncih? Ne vem, nekaj. Verjetno v milijonih. Vem pa, da gre to nekaj v 20 terabajtov. O, Marija svet. To pa že laiki in blondinke vemo, da ni tako zelo malo. Skratka, toliko za začetek. Zdajle si privoščimo nekaj glasbe, v nadaljevanju pa seveda povemo še kakšno o nagrajenih fotkah, o doživetjih na podelitvi nagrade v Sieni, pa tudi o izzivih, ki Andreja Trfilo kot fotografa še čakajo. Ostanite z nami. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora.
Ja, ni je veselice brez golice, pravi, lahko rečemo, kar stari ljudski rek, in s tem se seveda strinja tudi gost današnje radijske klepetalnice Na stežaj, fotograf Andrej Tarfila. Andrej, kar nekajkrat na leto, tudi kar nekajkrat na dan v največji sezoni slišiš golico. Na kaj te spomni? Najbolj me spomni na Planico, ampak tudi na večinoma na skoraj vse športne prireditve, ki se dogajajo v Sloveniji. In ki jih običajno spremljaš s fotoaparatom. Povej ti meni, koliko jih imaš, kakšne in kako to, da imaš vsaj enega vedno pri roki? Zdaj, kar se tiče novodobnih aparatov, zdaj, ki so ti, ki se reče mirrorless, imam 2 bodija, to pomeni body je aparat, pa objektiv so posebej, ne? Ljudje so navajeni, ki se reče fotoaparat, ki pač en kos, ampak profesionalno so zmeraj body in objektiv. Tako da imam 2 mirrorlessa, pa še 2 za rezervo starejše modela, ki nista mirrorlessa. Dobar je, 4 fotoaparati, vsaj eden vedno s tabo pa tudi telefon, za katerega pa praviš, da ni ravno fotoaparat. Telefoni so odlični za socialna omrežja, da naredim recimo na Instagramu za storije in podobne zadeve, za resno uporabo pa večinoma niso. Za kakšne malenkost so, ampak večinoma ne. Potem mi 2 danes ne bova naredila fotografije, čeprav bova naredila vse en selfie. Velja, zdaj pa od fotografskih aparatov k nagradam, ki si jih osvojil letos. 6 takih velikih, prestižnih. Začelo se je z nagrado National Geographica, na kateri fotografiji si ujel zasneženo Ljubljano. Ljubljano si fotkal že ne vem kolikokrat. Zakaj pa se ti je zdelo, da bi ravno ta fotografija zimske Ljubljane, če rečeva z nekaj romantičnega kiča, lahko prepričala komisijo? Ja, to verjetno je marsikoga presenetilo, da, kot si rekla, malce kiča, ne, za fotografijo za National Geographic, ampak ne vem, kako bi rekel, po feelingu, po domač povedan, zaradi te postavitve ljudi na mostu in tega sem nekako delovala v stilu National Geographica, čeprav je v navednicah malce kičasta. Ja, ampak dobro si presodil in s tole fotografijo zimske Ljubljane osvojil potovanje v Istanbul. Že pakiraš kovčke? Ne še, zato ker gremo enkrat pomladi. Aha, ko bo bolj toplo in bolj prijetno. Ja, pa bolj zaslikati in gremo zadnje tam hodalič. Torej bo še kakšna odlična fotozgodba, tako kot jih je kar nekaj nastalo. Zdaj ne vem, a čisto vse s fotoaparatom, a tudi kakšna s telefonom na tvojem letošnjem popotovanju po Sieni, kjer si prevzel tudi nagrado, oziroma kjer si se športno fotografijo uvrstil med 10 najboljših fotografov na svetu. Pa dajva najprej pojasniti, za kako prestižen, pomemben in velik fotografski natečaj pa pravzaprav gre v Sieni. Siena po velikosti napram kakšnim drugim natečajem ni tako ogromna, ampak je bolj, bi rekel, prestižna. Zato, ker na ta natečaje se prijavljajo fotografi največjih medijskih hiš in National Geographica, ameriškega in podobnih zadev. Kar sem recimo videl po ena podelitvi, ki me je presenetil to, da je večinoma nagrajencev iz celega sveta prišlo na prireditev in ko so pripovedovali, da je ta fotografijo je naredil za projekt, ki ga je delal za Washington Post, projekt, ki ga je delal za New York Times, projekt, ki ga je delal za Getty Images, Reuters in podobno. So sama taka svetovno znana fotografska imena, med katerimi se je seveda znašlo tudi tvoje ime. A je res, da v Sieni vsakega fotografa, vsakega nagrajenca pozdravijo v domačem jeziku? Res je. Zanimivo je bilo že v štartu, ko se začne prireditev, prvo pozdravijo v jeziku vseh nagrajencev in tudi
ko prideš po nagrado, ti čestitajo v tvojem jeziku. A so šle kocine po koncu? Ja, predvsej lepo. No, sicer si se tukaj le v Sieni med najboljšo deseterico tokrat pojavil športno fotografijo, ki morda ni tako tipična zate, pa vendarle, ne, te kar pogosto srečujemo na športnih dogodkih. Kako to? Ja, to se... Bom rekel, verjetno zaradi socialnih omrežij so se ljudje malo bolj navadili, da sem landscape fotograf, čeprav to nekako delam načrtno na Instagramu zaradi tega, ker nekako, po domač povedam, furaš enemu stilu, ker ljudje te začnejo slediti zaradi landscape fotografij in kot sem objavil vmes športne ali koncertne, ni bilo kakšnega odziva in sem videl, da pač ljudje me sledejo zaradi landscape in zdaj pri tem ustrajam, ne. V resnici pa v bistvu deleč od tega, da sem sam landscape fotograf, ker sem tudi športni fotograf, pres fotograf, koncertni fotograf, fotograf za te turistične promocije in podobne zadeve. Skratka, znajdeš se vedno in povsod. Kako se znajdeš na podelitvi, kako se znajdeš v družbi pomembnih ljudi, celo samega arabskega šejka, pa po naslednji. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Andrej Trfila ostaja v naši družbi in kot že rečeno, si bomo še vzeli nekaj trenutkov za kratek postanek v Sieni, kjer je bil Andrej letos tudi v najboljši fotografski deseterici. No, od tam je po svetu zaokrožila tudi fotografija z arabskim šejkom. Andrej, kakšna zgodba se pravzaprav skriva tukaj le v ozadju, ker kolikor vem, v sevcih nafte še niste odkrili, ker bi o tem že poročali. Ja, žal še ne. Aha, še ne, še dobro. Ta zgodba je v bistvu se začela že leta 2017, ko sem bil prvič v Sieni in takrat, ne vem, po kakšnemu naključju v bistvu nekako prišlo, ki je bilo zanimivo, ki so bile najbolj dve možne skrajnosti. Tak bil svetlolas, dolgolas, bradat jest in on, ki je napravljen v njihove tradicionalne arabske obleke, ne, in sva se slikala takrat na odru Sieni. In pa je bila ta slika tudi objavljena, takrat se spomnim, v Gorenjskem glasu. Ne. In zdaj pridem na podelitvo na to svečano dvorano in se zagledava, ne, in so se kaj spomnila en druga in so se kaj pomahala, haj, in so se pa odločila po podelitvi, so se šla kaj na oder narediti spet v bistvu selfie, en remake selfie z leta 2017. Se je rodilo prijateljstvo tudi na tak način? Ja, smo v kontaktu prek socialnih omrežij, zdaj po tej podelitvi so pa, rekel, kar večkrat na teden malo početava tudi. Ki je tudi zanimiv, ki on je prav iz Meke, iz Saudske Arabije in on je TV direktor Saudske televizije in ima dostop do marsičesa in pa mi zanimivo, so malo te debate medkulturne. No, ko pride na obisk v Sevca, se priporočamo tudi za kakšen postanek tukaj le pri nas na radiju. No, sicer pa tale izlet v Sieno na podelitev nagrad je bila tudi priložnost za tvoj dopust. Kakšni so tile konci? Ja, meni je Italija že nasplošno zelo fajna, dobra mi in kulinarika in arhitektura in način življenja mi všeč, italijanski, v Toskani pa še toliko bolj. No. Je pasalo? Ja, je zelo pasalo. To je bil v bistvu moj letni dopust, no, letos, polet nisem bil nič. No, morda ti tudi zato potem ni zneslo v New York, kjer si dobil še 2 nagradi za svoje delo letos. Ja, v bistvu tudi v New Yorku sem že bil tudi enkrat nagrajen, pa takrat tudi zanimivo, tudi športno fotografijo, ampak z dron športno fotografijo iz Kranjske gore, tokrat pa z Planice. In dron je nekaj, kar te trenutno precej zaposluje. Kako drugačna je dron fotografija od tiste običajne? Ja, pri dron fotografiji je že problem to, ker je tukaj, če delaš po pravilih, kar je problem v Sloveniji, ker veliko ljudi ne dela po pravilih, že to, da se ti znotraj pravil sploh znajdeš v tem.
Zdaj, trenutno te dni delam še na najzahtevnejšem izpitu, da bom lahko letel, da bi rekel, skoraj povsod. Da bomo še, posebnost dron fotografije je, da lahko vse prikažeš iz zelo drugačnega zornega kota. In prav ti drugačni zorni koti so tisti, ki prinašajo najbolj zanimive fotografije. Tudi o njih bo tekla beseda takoj potem, ko nam bo Vlado Kreslin razložil, da se vse da. Torina radijska klepetalnica Na stežaj. Vse se da, je prepeval Vlado Kreslin in z njim se vse, kar se fotografije tiče, strinja tudi naš tokratni gost Andrej Trfila. Kar nekaj izzivov ti vedno znova na pot prinaša fotografija. Andrej, s kakšnimi pa si se srečeval, ne vem, v preteklem letu, ko si lovil tiste najboljše trenutke, najlepše momente? Zdaj, odvisno o kakšnih izzivih govorimo. Fotografskih, da ne zajadrava v kakšne druge vode. Fotografskih izzivih. Ja, tako bom rekel tudi, marsikakšna anekdota se pri teh fotoizzivih dogaja. Recimo leta sem za Vizit Ljubljana slikal malo okoli Ljubljane in sem imel take zanimive zadeve, ko sem z dronom eno graščino slikal in je nad mano, kot bi rekla Pehta, z vso ihto preletela na ženske in se dala name, da ne neham za njenega bivšega moža jo fotografirati, njeno posestvo in nek drugi sem mogel ene baročne oltarje v Novaški cerkvi slikati, pač je bila zaklenjena in pa so mi sosedi povedali, da je to mežnar na gun kmetije in pa sem našel na kmetijo in so rekli, da je na polu in sem pa na polu iskal tistega kmeta in so pa šla, mi šel odklenti, mi šel krave po most in to vse sorte takih zanimivih zgodb nastaja, čist, rekel pa enih turističnih fotografijah. No, pri tistih drugih pa nastajajo zgodbe, pri katerih se voziš iz železnikov v Trst. Zdaj, a te je zasvojil italijanski kapučino, recimo, a so te zasvojili razgledi na morje, oziroma, zdaj, kakor vem, paparaco še nisi, ne? Čeprav si letos v Trstu pa zasledoval nekaj zelo, zelo zanimivega. Ja, no, v Trst rad grem na kav, kot se reče, po domačkofe. Ampak letos sem šel z eno posebno misijo, kjer delam za 2-3 tuje tiskovne agencije in sem videl, da pride ta največja nova ameriška letalonosilka v Trst, mislim, Tržaški zaliv. In sem tudi šel gledati, da ni skoraj nič fotografij nimajo agencije, razen njihove uradnih US Navy, so bile narejene in sem rekel, to grem slikati. In potem prijem dol in ugotovim, da je izredno slaba vidljivost. Sem naredil, pač tudi preko s klasičnim fotoaparatom fotografije, ampak mi ni bilo všeč, ker sem zelo perfekcionist, delam veliko turističnih in tudi preshočen, da so zelo lepe in sem se odločil, da bi šel to z dronom posnet, kar nisem čisto točen vedel, zdaj leteti okoli ameriške letalonosilke z dronom, ko zdaj to pomeni. Pač sem šel probati nekaj po pravilih narediti, da sem se umaknil tam blizu gradu Miramare iz obale in sem šel fotografirati ladjo. Pač sem rekel, zdaj preblizu verjetno ne smem. In sem nekaj gledal, kje so bile tiste čovni in ladje spodaj, ki so tudi prišli ljudje gledati to in da sem na tak razdalji tudi poslikal. Nisem pa vedel, da se bo pa to zdaj pač žal ta kriza v Palestini zgodila. So se pa čez 14 dni, se vsake časa malce sebe poguglam, da vidim, kako so kakšne moje fotke od teh agencij objavljene in sem prvi zadetek mi odpre CNN in gledam, jaz skozi CNN in začnem gledati in se je zgodilo to, da je ta ladja šla zdaj dol, zato pač vemo zakaj. In se kar naenkrat pojavijo moje dron fotografije letalonosilke v vseh svetovnih medijih.
Kar je po eni strani ne pohvala, glede na trenutno situacijo, pa si tudi rečeš, kaj mi je tega treba bilo. Ja, takrat nisem bil čisto siguren, tudi, a je to kaj zdaj problema, ki je to vojaška ladja in da sem jaz to z dronom slikal, zdaj pač tega ne morem več skrivati, glede na to, da je bilo po celem svetu objavljen in zdaj ne vem, a sem zdaj že na seznamih CIA, nisem to zdaj pa ne vem. Boš pa videl na naslednjem potovanju, mi si privoščimo kratkega glasbenega, na to pa v zadnjem delu pogovora razkrijemo še, kako se Andrej in Uršula še vedno pozdravita in poznata, kako je s fotografijo in umetno inteligenco, pa še kaj zanimivega, zato ostanite z nami. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. 8 jih še manjka do 9 in svežih novic, z nami pa ostaja Andrej Tarfila, fotograf, ki je letos domov prinesel še kar nekaj nagrad z različnih mednarodnih tekmovanj. Prej sva že omenila Uršulo, z njo imaš ti eno tako posebno navezo. Pa greš še kdaj pogledat tole damo na vrhu hribčka, ki te je, če rečeva temu, izstrelila med prepoznavne fotografske zvezde? Ja, se kar vsakoletno kdaj malo podružba, tako da se rečem, da so kar na tino. Pa rečem, da je moja Uršula, ne v smislu, da se jo lastim, ampak tako ne vem, tukaj sva se domača postala. Tudi ko sem rekel takrat, ko sem s to nagrado tukaj uspel, da grem še enkrat narediti dronski posnetek pred 2-3 leti in lih takrat sem tudi eni od največjih dronskih tekmovanj na svetu, to je Siena dron, ki je to druga tekmovanja kot klasična Siena, sem bil tudi takrat uvrščen med najboljši dron posnetke in tudi bil spet lih sveta Uršula. In Uršula ima poleg vseh teh lepih zgodb tudi še eno drugo življenjsko povezavo s teboj. Ja, to sem pa lansko leto čisto slučajno ugotovil, da je v bistvu sveta Uršula goduje lih na tisti dan, kad sem jaz imel pred 5 leti infarkt. In zdaj na srečo dobro saniral tudi posledice. Praviš, nisi glihun, ki je najbolj poskočen, ampak ki speleš, pa speleš. Ja, kad sem že rekel, da sem kot stara dizlarca, da v štartu mečkam težje, ampak pa ga začne iti, pa je to gre, kot dizel mašin. In tako bo šlo tudi v nadaljevanju. Zdaj letos smo te videli tudi na razstavi v domačih železnikih. Kako pa si sicer z razstavami? Te bomo lahko še kje ujeli, spoznali tudi malce pobližje skozi tvoje delo? Jaz to razstavo v železnikih sem se takrat na brzino odločil, ki je bil ta velik športni tekmovanje, svetovno prvenstvo v Planici letos, da sem naredil to razstavo in sem se zdaj domenil z direktorjem Planice, da bo zdaj ta razstava tudi od decembra, ki so prazniki, pa potem je mladinsko svetovno prvenstvo, pa potem še poleti marca v Planici, da bo še ta razstava razstavljena v tej okrogli stavbi Planice, tako da bo še tam videna. Tako in na ogled na mestu zločina, če rečeva temu tako. Sicer pa zdaj, če ne hitro skočiva še v svet umetne inteligence, računalniki so tisti, ki vedno bolj postajajo del našega življenja, tudi razmišljajo na mesto nas, pa fotkajo tudi na mesto vas. Drži? Delajo fotke na mesto nas, fotkajo ne. Sem pa tudi sam mal poskusil iz Ferbca, se je res že kar malce strašljivo dobro delati. Tako da ti ostajaš pri svojem znanju in svojem ostrem očesu. Kaj pa bi ti bilo kot fotografu morda ob vseh že narejenih fotkah zdaj največji fotografski izziv? Največji fotografski izziv? Ja, se pravim, da zdaj v bistvu z dronom upam zdaj za prihodnost, da bom še lovil malce nenavadne nove zorne kote in s tem, da rečem, da se nekaj še novega naredi, no. Ki drugače je res ogromno že fotografirano vse skupaj, zato ki zdaj z dostopnostjo telefonov in vsega zdaj
fotografij na dan, na en, koliko sem enkrat bral, na en, koliko milijard na dan na svetu nastane novih fotografij. Tako da izzivov v bodoče še ne bo zmanjkalo in verjamem, da ti bodo slednji prinašali še nagrade. Mimogrede, čestitke tudi za zadnji 2 nagradi, ki si jih prejel pred nekaj dnevi v Celju. Kaj pa ti te domače nagrade in priznanja pomenijo? Ja, to je pa lepo, da si še tudi doma kdaj nagrajen, zato ki je, bom rekel, tako nekako zanimivo slovenska zadeva, da je kdaj doma biti težje nagrajen kot na največjih svetovnih tekmovanjih. To je bila slovenska pregledna razstava, kjer nekako se zbere najboljše fotografije slovenskih domačih avtorjev. Andrej, čestitke tudi za ti 2 nagradi, še naprej pa ti želimo ostro oko, veliko ustvarjalnega navdiha in verjamem, da kmalu nasvidenje in naslišanje tudi pred radijskim mikrofonom spet. Hvala in hvala za povabilo. Hvala tebi, vse dobro, vi, drage moje in dragi moji, pa uživajte še v družbi Dire Straitsov, tja do 9, ko bo čas za sveže novice.